Igralne oddaje so stalnica lahkotne zabave na televiziji in večina izmed nas dobro pozna obraze voditeljev, ki vodijo tovrstne oddaje. Kar pa veliko ljudi ne ve, je, da nekatere igralne oddaje in njihovi voditelji skrivajo temne skrivnosti, ki pridejo na dan šele kasneje. In v mnogih primerih te podrobnosti zavedno omadežujejo ugled oddaje. Številka 10. Mark Summers je dobro poznan obraz televizijskim gledalcem v ZDA. Je komik, producent, voditelj pogovornih oddaj in voditelj kvizov z mnogimi leti izkušenj. Toda doživel je tudi nenavadno preizkušnjo, zaradi katere je izgubil službo v oddaji Hollywood Squares. Vse zato, ker njegovi nadrejeni niso bili obveščeni o bolezni, za katero so mu postavili diagnozo. V 90-ih letih je Summers vodil otroško oddajo z imenom What Would You Do, kjer so ga občasno polivali s sluzjo in drugimi packarijami, kot je stepena smetana. Podobna situacija se je pojavila tudi v drugi televizijski oddaji z imenom Double Dare, ki jo je vodil od leta 1986 do 1993. Kasneje se je spominjal, da bi se moral za oddajo prijaviti njegov prijatelj trebuhozborec, vendar ker še nikoli ni slišal za televizijsko mrežo Nickelodeon, je ponudbo zavrnil in namesto sebe poslal Summersa. Bil je prvi, ki je prišel na razgovor in hitro so ga zaposlili kot voditelja oddaje. Leta 1989 je poskušal dobiti službo voditelja oddaje Kolo sreče, vendar je delo dobil Bob Goff. To ni negativno vplivalo na njegovo kariero, saj je oddaja Double Dare postala izjemno priljubljena, kar je kasneje pripeljalo do tega, da so Summersu ponudili vodenje drugih oddaj. Med njimi sta bili oddaji Couch Potatoes in že omenjena What Would You Do. Nato se je pojavil v več pogovornih oddajah, vključno z oddajo Home Show na ABC-u in nastopil v Nickelodeonovi oddaji za noč čarovnic Mystery Magic Special. V drugi polovici 90-ih let se je pojavil v številnih različnih kvizih in pogovornih oddajah. In potem, ko se je obdobje oddaje Double Dare na televiziji končalo, je začel sovoditi oddajo za gospodinje Naš dom, pa tudi pogovorno oddajo Biggers in Summers. Leta 1994 je bil vpleten v nepozaben trenutek v oddaji The Tonight Show with Jay Leno. Pojavil se je v oddaji skupaj s slavnim igralcem Burtom Reynoldsom, ki ni bil ravno navdušen nad Lenom, saj je ta komentiral Reynoldsovo ločitev. Vzdušje med Lenom in Reynoldsom je bilo opazno napeto. Reynolds pa je na koncu Lenovo kravato prerezal na pol s škarjami. Nato se je pojavil Summers in med intervjujem omenil, da je obseden s čistočo. Iz nekega razloga se je Reynolds tega oprijel in neusmiljeno zafrkaval Summersa, ki se je odločil vrniti udarec in omenil, da je vsaj še vedno poročen. Reynolds tega ni sprejel prijazno in mu je zlil kozarec vode v naročje. Summers se je maščeval tako, da je polil svojo vodo po Reynoldsovi glavi, nato pa sta se oba zapletla v boj s metanovimi pitami pred osupnjeno publiko. To je bil le uvod v to, kar je čakalo Summersa, saj mu bo njegova obsedenost z urejenostjo v prihodnosti povzročila še več težav. Isto leto so mu diagnosticirali obsesivno-kompulsivno motnjo, ki je bila takrat še slabo razumljena. Nato je dobil vlogo voditelja v oddaji Hollywood Squares, vendar so mu med pripravami na začetek snemanja sporočili, da je bil odpuščen. Kasneje se je izkazalo, da so producenti oddaje verjeli, da je z nekom, ki trpi za OKM, težko sodelovati, kar je bila popolna zmota z njihove strani. Na srečo je znal ta neuspeh sprejeti z lahkoto in je celo napisal spomine o svojem življenju, ki so jih priredili v monodramo, v kateri je nastopal sam Summers. Številka 9. Nekoč je bilo podjetje Celador Entertainment pomembno neodvisno televizijsko in radijsko-produkcijsko podjetje v Združenem kraljestvu. Ustanovil ga je producent Paul Smith leta 1981 in je najbolj znano po ustvarjanju izjemno priljubljenega kviza Kdo želi postati milijonar. Kmalu zatem je podjetje začelo producirati priljubljene filme, kot je Revni milijonar, vendar se je podjetje kasneje prestrukturiralo in se zdaj imenuje CPL Productions. Ko so ugotovili, da je mogoče zaslužiti veliko denarja, se je Disney odločil za dogovor s podjetjem Celador, vendar je ta odločitev podjetje na koncu stala milijone dolarjev. Sporazum je določal delitev dobička med podjetjima glede oddaje Kdo želi biti milijonar. Leta 1999 pa sta se podjetji dogovorili, da bo Celador prejel 50% čistega dobička, ki ga je ustvarila ameriška različica oddaje, predvajana na mreži ABC. Kot je bilo pričakovano, je oddaja osvojila ZDA in druge države ter začela ustvarjati milijarde dolarjev prihodkov. Vendar je Disney trdil, da oddaja ni ustvarila nobenega dobička, kar je pomenilo, da Celador od svojega dogovora ni imel skoraj nobenega donosa.
Celador je vložil tožbo, v kateri je podjetje trdilo, da je Disney zavajal, saj ni razkril dejanskega dobička, ki je bil ustvarjen, in da so svojo korporativno strukturo prilagodili tako, da so ves dobiček obdržali zase, medtem ko je bil Celador izigran. Disney je vztrajal, da niso storili nič narobe, zato je primer šel na sojenje. Naslednjih 6 tednov sta obe strani predstavljali svoje argumente na sodišču v Los Angelesu. Mnogi pa so bili presenečeni, ko so prišle na dan podrobnosti. Celador je predstavil dokumente, ki so dokazovali, da si je Disney v času največje priljubljenosti oddaje prisvojil kar $1,8 milijonov dobička. In ker je Disney to pred njimi skrival, so ponovno trdili, da je podjetje ravnalo zavajajoče. Disney je izjavil, da bi moral Celador poznati tveganja povezana s tem dogovorom, ko so vstopili van. Nadalje so trdili, da so njihove računovodske prakse v okviru običajnih meja zabavne industrije v ZDA, zato so menili, da dogovora niso kršili. Nato se je razkrilo, da je Disney preusmeril dobičke med svojima podružnicama ANC in Buena Vista. Jasno je bilo, da je bilo to storjeno zato, da bi Celadorju prikrili ogromne dobičke, pri čemer je slednje podjetje uspelo dokazati, da je Disney močno prenizko prikazoval svoje dobičke. A najbolj je ljudi šokiralo razkritje, da so takšne prakse v Hollywoodu nekaj povsem običajnega in da se je ta vrsta zavajanja dogajala desetletja, ne da bi kdo to opazil. Celador je dokazal svoj prav, vendar je Disney vztrajal, da ni kršil dogovora. Na koncu je sodišče ugotovilo, da je Disney res poskušal obogateti na račun podjetja Celador. Podjetju je bilo naloženo, da plača $270 milijonov odškodnine in dodatnih $50 milijonov kaznovalne odškodnine. Številka 8. Igralca Erika Estrado si najbolj zapomnimo po njegovi vlogi v uspešni televizijski seriji Chips, kriminalni drami, ki so jo v ZDA predvajali od leta 1977 do 1983. Naslov oddaje je bil kratica za kalifornijsko avtocestno patruljo. Estrada pa je igral vlogo motorističnega policista skupaj s svojim partnerjem, ki ga je igral Larry Wilcox. Parsta sta skupaj patruljirala po ulicah Kalifornije, kar v resničnem življenju ni običajna praksa. Vendar je oddaja to pojasnila tako, da je lik Estrade bil na preizkusni dobi, njegov partner pa je bil določen za njegovega inštruktorja. Oddaja je sledila klišeju, saj je bil Estrada upodobljen kot problematičen policist, medtem ko je bil lik Wilcoxa bolj razsoden in je imel vedno polne roke dela, ko je skušal držati Estrado v mejah. Kmalu je oddaja postala uspešnica v več državah po svetu, Estrada pa je postal znano ime v vsakem domu. Leta 1978 je začel trenirati borilne veščine in pojavil se je na naslovnici revije Fighting Stars skupaj s svojim inštruktorjem Seishin Do Kenpo. Naslednje leto je doživel nesrečo med snemanjem oddaje, ko je izgubil nadzor nad svojim motorjem, ki je tehtal okoli 270 kg in ga je vrglo v parkiran avtomobil. Utrpel je več hudih poškodb in dali so mu le 50% možnost preživetja, vendar mu je uspelo popolnoma okrevati. Ko se je vrnil na snemanje, je prejel udar Rolls-Royce, kar je povzročilo resne napetosti med njim in Wilcoxom. To so še dodatno zaostrile obtožbe o neenaki obravnavi, spori glede plače in splošen osebnostni konflikt med obema zvezdnikoma. Wilcoxova je leta 1982 na koncu zapustila oddajo. Naslednje leto pa so jo ukinili. Estrada je nato svojo pozornost usmeril na film in v 80-ih letih nastopil v več nizkoproračunskih filmih. Sledile so vloge v telenoveli Dos Mujeres un Camino, za katero naj bi bil po poročilih plačan $1,000,000. V 90-ih letih je sodeloval v več oddajah, med drugim v American Adventurer in Sabrina, najstniška čarovnica. Imel je kratke nastope v glasbenih videospotih dveh znanih rock skupin. Ena izmed njih je bila Bad Religion. V naslednjih letih se je njegova kariera nadaljevala v isti smeri, saj se je pojavljal v več glasbenih videospotih, oddajah na Nickelodeonu, situacijskih komedijah, kot sta Scrubs in My Name is Earl, ter celo postal predstavnik za National Recreational Properties. Njegova kariera je od takrat naprej še naprej cvetela, vendar pa mu je en dogodek, ki se je zgodil na snemanju igre Pictionary leta 1997, ostal v spominu. V posnetku, ki je še vedno na voljo na spletu, lahko vidimo igralca, kako tekmuje proti nasprotniku v oddaji in se zabava. Nekateri bi rekli, da ga je tekmovanje nekoliko preveč zaneslo, saj je bil viden na rokah in kolenih, medtem ko je na glas ugibal, kaj riše njegov partner. Na neki točki, ko je njegov partner risal sliko, ki naj bi predstavljala pesem Zaveži rumeni trak okoli starega hrasta, je postal še bolj živahen kot kdajkoli prej. In ko je ugotovil, da je pravilno odgovoril, se je v navdušenju vrgel nazaj, medtem ko je klečal na tleh.
Nažalost je njegov soigralec, komik Bill Maher, sedel na kavču za njim in estradovo mahanje ga je zadelo naravnost v obraz. Mah je padel na tla, vendar ni bil resno poškodovan in si je opomogel, potem ko je na prizadeto mesto položil ledeni obkladek. Estrada naj bi bil zaradi incidenta silno osramočen in se je zato večkrat opravičil. O posnetku se še danes govori in je bil na YouTubeu ogledan več 10.000-krat. Številka 7. Manhunt je bila tekmovalna oddaja, ki se je predvajala v ZDA leta 2001, vendar je imela le omejeno število epizod med avgustom in septembrom tistega leta. Skupaj je bilo predvajanih 6 epizod in mnogi so verjeli, da bo oddaja postala uspešnica, vendar je bila zaradi nekaterih sporov na koncu odpovedana. Osnovna zamisel oddaje je bila, da se je 13 tekmovalcev pretvarjalo, da so ubežniki pred zakonom, medtem ko so jih v vsaki epizodi lovili znani igralci v vlogah lovcev na glave, katerih naloga je bila, da jih ujamejo. Tisti tekmovalec, ki bi najdlje uspel ubežati lovcem na glave, bi postal zmagovalec posamezne epizode in prejel denarno nagrado v višini $250,000. Med znanimi obrazi, ki so se pojavili v oddaji, sta bila nekdanja ameriška gladiatorka Ray Hollett in znani WWE rokoborec John Cena, ki si takrat v WWE še ni ustvaril imena. Ko so bila pravila jasna, so morali tekmovalci prečkati otok Kauai na Havajih in prepotovati območje približno 50 milj, ne da bi jih ujeli. Za to nalogo so imeli na voljo 6 dni in morali so uporabiti vse svoje preživetvene veščine ter razviti strategije, da bi se izognili zajetju. Nekateri tekmovalci so sodelovali v skupinah, a na koncu je bil vsak prepuščen samemu sebi. Vsak dan so skupine dobile določene izzive, kot so tek skozi patrolirana območja, in vsak tekmovalec, ki ga je zadel paintball, je bil takoj izločen, označen kot ujet in so mu pobrili glavo. Ko se je rok približeval, se je oddaja stopnjevala in v finalu, kjer so se preostali tekmovalci pomerili z lovci na glave, je pogosto prišlo do popolnega kaosa, saj so se vsi trudili osvojiti glavno nagrado. John Cena je igral vlogo Big Tima Kingmana, medtem ko je Holitova prevzela vlogo lovke po imenu Raid. Ekipo je dopolnil igralec Clay Miller in nekaj časa so pričakovali, da bo oddaja zelo priljubljena. A na to se je izkazalo, da si je vsako epizodo ogledalo manj kot 3 milijone ljudi, kar je bilo precej pod pričakovanji. Medtem ko so bile druge resničnostne oddaje uspešnice pri gledalcih, Manhunt ni navdušil, a najhujše je šele sledilo. Preiskovalni novinar Peter Lance je začel raziskovati produkcijo oddaje, potem ko je prejel poročila nekdanjega izvršnega producenta Boba Jaffeja, da so producenti Paramount Television prirejali izzive v korist določenih tekmovalcev. Razkrito je bilo tudi, da so ustvarjali lažne zgodbe in da so lovcem na glave naročili, naj namenoma napačno predstavijo pravila igre, da bi povzročili zmedo. To so bile resne obtožbe, vendar je bilo to le vrh ledene gore. Ko se je snemanje prvih 6 epizod zaključilo, so vodilni v oddaji odločili, da je treba posneti dodatne prizore, ne na Havajih, ampak v Griffith Parku v Los Angelesu. Ko je bila oddaja predvajana, o tem ni bilo nobene omembe, gledalcem pa so dali vtis, da je bilo vse posneto na Havajih. Uradna pritožba je bila vložena pri FCC leta 2001, oddaja pa je bila na koncu ukinjena po 6 predvajanih epizodah. Od takrat je bila večinoma pozabljena, vendar nekaj zvestih oboževalcev še vedno občasno razpravlja o oddaji na internetnih forumih. Številka 6. Nicholas Scott Cannon, bolj znan s svojim oboževalcem preprosto kot Nick Cannon, je najbolj znan po svojem delu na Nickelodeonu, pa tudi kot voditelj MTV-jeve improvizacijske komične serije Wild 'n Out. Rojen je bil leta 1980 v San Diegu v Kaliforniji in večino svojega otroštva preživel pri svojem dedku v Lincoln Parku. Kot najstnik je postal član tolpe na tem območju, vendar se je potem, ko je eden njegovih bližnjih prijateljev izgubil življenje, odločil, da bo svoje življenje spremenil na bolje. Srednjo šolo je končal leta 1998, nato pa je začel nastopati kot stand-up komik, da bi zaslužil za preživetje in pojavil se je v očetovi oddaji na televiziji z javnim dostopom. Potem se je Cannon odločil za glasbeno kariero in postal član rap skupine G4 Dope Bomb Squad. Prvo pogodbo z založbo je dobil leta 2001, ko je podpisal z Jive Records in sodeloval pri glasbi za priljubljeno otroško TV oddajo Jimmy Neutron, Deček genij. Leta 2003 je izdal svoj istoimenski debitantski album, 2 leti kasneje pa je ustanovil svojo lastno založbo z imenom Can I Ball Records. Načrtoval je izdajo drugega albuma, vendar je ta projekt padel v vodo in se je namesto tega odločil za igralsko kariero.
Nadaljeval je z izdajanjem singlov in mixtapov ter sodeloval z drugimi izvajalci. Leta 2005 je ustvaril improvizacijsko-komično oddajo Wild 'n Out in bil povabljen na tistoletno podelitev nagrad Nickelodeon Kids' Choice Awards. Nato je ustvaril oddajo The Nightlife za Teen Nick in njegova kariera je doživela več preobratov, ko je prehajal med glasbo in televizijo. Leta 2021 so mu diagnosticirali COVID-19, vendar se je takoj po okrevanju vrnil k svojim dolžnostim. Cannon je nato prevzel svojo največjo televizijsko vlogo do takrat. Vprašali so ga, ali bi postal voditelj oddaje Amerika ima talent in ostal je v oddaji, dokler med njim in vodstvom NBC niso začele nastajati ustvarjalne razlike. Kasneje je prišlo na dan, da je v enem od svojih komičnih nastopov izrekel nekaj škodljivih pripomb o mreži. Od takrat je vodil radijske oddaje in posnel še več komičnih nastopov, vendar njegova kariera ni bila brez polemik. Julija 2020 je njegove oboževalce šokiralo, ko je bilo objavljeno, da je bil odpuščen iz oddaje Wild 'n Out, ki jo je sam ustvaril. To se je zgodilo po določeni epizodi njegovega podcasta, ki je pritegnila pozornost vodilnih pri Viacom CBS. V tej epizodi je izrekel več žaljivih pripomb na račun določene skupine ljudi in hkrati širil neutemeljeno teorijo zarote. Viacom ga je označil za nestrpneža in izjavil, da so globoko zaskrbljeni zaradi njegovih izjav, ki nimajo nobene osnove v resničnosti. Zato so se odločili prekiniti vse vezi s Cannonom, ki se je odločil opravičiti, hkrati pa je zahteval opravičilo od enega izmed vodilnih omrežij. Trdil je, da so bili po njegovih besedah na napačni strani zgodovine. Dodajal je tudi, da zahteva lastništvo oddaje, ki jo je ustvaril, saj ga je skrbelo, da bi omrežja brez njega zlorabila. Poleg tega je izjavil, da ga prevara podjetja Viacom ni presenetila, saj je verjel, da že dolgo premalo plačujejo svoje zvezde. Naslednje leto se je še enkrat opravičil in tokrat je bilo opravičilo sprejeto. Ponovno so ga zaposlili kot voditelja oddaje, vendar je leta 2024 prejel novico, da so mu diagnosticirali narcistično osebnostno motnjo, zaradi katere trenutno obiskuje terapijo. Številka 5. Deal or No Deal je izjemno priljubljen kviz, ki se je prvič začel na Nizozemskem pod imenom Hunt for Millions. Nato je postal zelo priljubljen v državah po vsem svetu, vključno z Združenim kraljestvom, in od takrat ostaja stalnica za ljubitelje kvizov. V Združenem kraljestvu je oddajo vodil Noel Edmonds od leta 2005 do 2016, nato pa je to vlogo prevzel Stephen Mullard. Oddaja je doživela več različic, odvisno od države, v kateri so jo predvajali, vendar je osnovna zamisel ostala skoraj nespremenjena. V vsaki oddaji izberejo enega tekmovalca, ki igra igro, in mu predstavijo 22 kovčkov, v ZDA pa 26, na katerih je neznana vsota denarja. Tekmovalec nato izbere en kovček, ki ga obdrži, preostale pa mora naključno izločiti, pri čemer vsak vsebuje znesek med 1 centom in 1 milijonom dolarjev. Denarni znesek v vsakem izločenem kovčku je izgubljen. Cilj pa je izločiti vse razen glavne nagrade, ki je v Združenem kraljestvu 100.000 funtov, v ZDA pa 1 milijon dolarjev. Veliko tekmovalcev je bilo tik pred osvojitvijo glavne nagrade, a so izbrali napačen kovček in izgubili, medtem ko so drugi osvojili življenje spreminjajoče vsote denarja. Če se tekmovalec odloči sprejeti ponudbo zgodaj, se igra nadaljuje brez posledic, da pokaže, kaj bi se zgodilo, če bi se odločil igrati naprej. V ponovni oživitvi oddaje leta 2018 na NBC je bilo tekmovalcu dovoljeno dati eno protiponudbo na igro in če jo je bankir sprejel, je tekmovalec osvojil zahtevani znesek, s čimer se je igra končala. Vendar pa je leta 2008 ameriška različica oddaje povzročila nekaj polemik. Ne zaradi česarkoli, kar se je zgodilo na zaslonu, ampak zaradi para, ki je sodeloval v interaktivnem delu za gledalce, imenovanem Lucky Case Game. Ideja za tem formatom je bila, da gledalcem omogočijo sodelovanje v igri, pri čemer so lahko osvojili 10.000 dolarjev. Prikazanih jim je 6 zlatih kovčkov. V enem izmed njih je denar. Jim lahko pošljejo SMS s številko izbranega kovčka za ceno 99 centov. Par Michael in Michelle Harden, ki prihajata iz Georgije, se je odločil sodelovati v tem delu oddaje, vendar pri tem nista ravnala odgovorno. Poslala sta veliko število SMS-ov v upanju na zmago in kot je bilo pričakovati, sta si nakupala ogromen telefonski račun. Ko sta ugotovila, da sta zaradi tega v finančnih težavah, sta se odločila vložiti tožbo proti NBC, v kateri sta trdila, da je v Georgiji igranje na srečo nezakonito. In ker sta plačevala za sodelovanje v igri, na srečo sta menila, da je pogodba o igrah na srečo med njima in televizijsko mrežo nična. Zato sta zahtevala, da se jima denar, porabljen za telefonske klice, vrne.
NBC je izjavil, da igra ni bila oblika loterije ali iger na srečo, saj so jo mreže uporabljale zgolj kot promocijsko orodje. Primer je na koncu prišel do Vrhovnega sodišča Georgije, kjer so ugotovili, da pošiljanje sporočil v oddaji ne predstavlja stave. Zato par ni imel pravne pravice zahtevati vračila denarja in ni imel druge izbire, kot da sprejme, da sta zapravila veliko denarja, ki ga ni bilo mogoče dobiti nazaj. Številka 4. Večina kvizov, ki temeljijo na splošnem znanju, bo občasno poskušala pretentati svoje tekmovalce s pastmi v obliki zavajajočih vprašanj, ki so namenjena temu, da jih zmedejo. To se ne počne na skrivaj, ampak velja za del igre, ki jo naredi bolj vznemirljivo in težje premagljivo. Medtem ko se oddaje, kot je Kdo želi postati milijonar, ponašajo s tem, da nikoli ne postavljajo zavajajočih vprašanj, temveč se raje osredotočajo na resnično inteligenco tekmovalca. Takšna vprašanja lahko v igro vnesejo dodatno zabavo in celo pridih tragedije, saj lahko vodijo do velikih zmag ali porazov. $1 Million Money Drop je znan po tem, da vsebuje takšna zavajajoča vprašanja. In ko je en par na odru izbral napačen odgovor, je tak dogodek povzročil ogorčenje, ki se je končalo s pravnim sporom glede izgubljenega denarja. Andrew in Patricia Murray sta trdila, da sta se pred nastopom v oddaji pogovarjala z več člani osebja oddaje, ki so ji zagotovili, da ne bo zavajajočih, subjektivnih ali vprašanj s trikom. Prav tako so ji spodbujali, naj tvegata veliko, če sta prepričana v določen odgovor, kar se popolnoma ujema z osnovno idejo igre. V vsaki epizodi dva tekmovalca poskušata osvojiti $1 milijon. Denar je postavljen na oder, nato pa jima zastavijo 7 splošno izobraževalnih vprašanj z več možnimi odgovori. Glede na krog se soočita s 3 ali 4 odgovori, vsak odgovor pa ustreza enim pastnim vratom na odru. Par se odloči za najbolj verjeten odgovor in izbere znesek denarja, ki ga želi položiti na ustrezno past na odru. Denar lahko razdelita med več odgovorov, vendar je vsak denar, ki ni položen na past v določenem času, izgubljen. Ko je odgovor razkrit, se odprejo vsa vrata, razen vrat s pravilnim odgovorom, in ves denar, ki pade skozi, je prav tako izgubljen. Ves denar, ki ostane po zadnjem krogu, je dobljen, kar pomeni, da več kot ima par splošnega znanja, več denarja bo odnesel. Decembra 2010, v premierni epizodi oddaje na televizijski mreži Fox, sta se kot prva tekmovalca pojavila Murrayjeva. Prvih 5 krogov sta odigrala dobro in v 6. krog sta vstopila s $580,000, ki sta jih še imela na voljo. Nato sta prejela vprašanje. Po podatkih varnostnega podjetja Imperva, katero je najpogostejše uporabniško geslo. Ponujene so jim bile 3 možnosti. Geslo 1, 2, 3, 4, 5, 6 ali Ljubim te, ki so vsa dobro znana in pogosto uporabljena gesla. Murrayjeva sta hitro izločila Ljubim te kot odgovor in po nekaj premisleka sta se odločila staviti ves preostali denar na geslo. Bila sta popolnoma uničena, ko se je izkazalo, da je pravilen odgovor 1, 2, 3, 4, 5, 6 in ostala sta praznih rok. Nato pa sta vložila tožbo proti producentom oddaje, za katere sta trdila, da so namerno dodali zavajajoče vprašanja v epizodo, zaradi česar je bila igra nepravična. Trdila sta tudi, da Imperva ni bila dovolj zanesljiva, da bi lahko dokončno podala pravilen odgovor na to določeno vprašanje. Vendar je bilo poudarjeno, da sta pred nastopom v oddaji podpisala pogodbo o odpovedi zahtevkom po načelu vzemi ali pusti, ki je producentom odvzela vso odgovornost. Podarila sta, da so jima povedali, da med igro ne bo zavajajočih vprašanj. Televizijska mreža se je leta 2012, 2 leti po predvajanju oddaje, odločila za izplačilo nerazkrite poravnave. Murrayjevih zahtevkov pa so uradno zavrnili. Številka 3. Junija 2009 je Velika Britanija prvič spoznala kviz oddajo Lov na denar. In od takrat je njena priljubljenost rasla, razširila pa se je tudi v več drugih držav, vključno z ZDA in Avstralijo. Pravila oddaje so preprosta. Skupina 4 tekmovalcev sestavlja ekipo, ki se pomeri proti enemu izmed več lovcev, ki so vsi mojstri kvizov. Vsaka epizoda predstavi drugega lovca, ki se po svojih najboljših močeh trudi izločiti čim več članov ekipe. Vsak krog eden od tekmovalcev stopi na oder in odgovarja na 1 minuto hitrih vprašanj splošnega znanja. Vsako vprašanje pa je vredno 1000 funtov. Gledajo na njihov nastop in ponudijo 3 denarne zneske, ki so postavljeni na tablo na odru. Tabla vsebuje 7 korakov, znesek, ki je bil do zdaj osvojen, pa je postavljen na 3. korak od zgoraj. Lahko pa igrajo za višji znesek z več koraki ali za manjši znesek z manj koraki. Nato odgovarjajo na vprašanja v dvoboju z lovcem in vsakič, ko odgovorijo pravilno, se oba premakneta po tabli navzdol.
Če na vprašanje napačno odgovori, bodisi zasledovalec ali tekmovalec, ostaneta tam, kjer sta, medtem ko se nasprotnik premakne bližje koncu. Če zasledovalcu uspe dohiteti tekmovalca, je tekmovalec izločen, postopek pa se ponovi s preostalimi člani ekipe. Kdorkoli pride do konca table, preden ga ujamejo, shrani denar, ki ga je osvojil za ekipo in se vrne na svoj podij. Na koncu 4 krogov preostali tekmovalci sodelujejo pri odgovarjanju na vprašanja v omejenem času. Njihovo število pravilnih odgovorov pa se zabeleži. Lovč ima na to 1 minuto, da premaga ta rezultat. Vendar, če odgovori napačno, ima ekipa priložnost, da ga potisne nazaj po tabli, če pravilno odgovori. Če je lovec premagan, se denar razdeli med preostale člane ekipe. Če lovec premaga rezultat ekipe, nihče ne dobi ničesar. To je izjemno priljubljena oddaja, ki vsak teden zabava milijone ljudi, vendar je bila tudi vpletena v nekaj sporov. Ob eni priložnosti je bil eden od lovcev, Mark Labatt, obtožen ustrahovanja. Ko se je v oddaji pojavila tekmovalka, ženska iz Nottinghama po imenu Nikki, je v prvem hitrem krogu uspelo osvojiti 3000 funtov. Nato pa je Labatt pripomnil, da je zelo hitra pri tem, kar ve, vendar da ne ve prav veliko. To je gledalce presenetilo in mnogi so se obrnili na studio s pritožbami. Drugi so se pritoževali na družbenih omrežjih, vendar se je Nikki zdela, da je to vzela z lahkoto. Potem sta leta 2026 v eni epizodi oddaje The Chase v zadnji krog prišla le 2 tekmovalca. Uspelo jima je pravilno odgovoriti na solidnih 18 vprašanj, lovec pa je imel 1 minuto, da preseže ta rezultat. Na neki točki je lovec dobil vprašanje. V Svetem pismu je kralj David videl katero lepo žensko, ko se je kopala. Lovec je odgovoril Jezabela, kar je bilo napačno. In ena od preostalih tekmovalk je nato izrekla ime Helena, tik preden je njena soigralka ponudila pravilen odgovor, Batsheba. Toda voditelj Bradley Walsh je povedal, da morajo sprejeti prvi odgovor, Helena. Na koncu je lovec zmagal, ekipa pa je izgubila $45,000. Gledalci so bili ogorčeni, vendar so jih zagotovili, da je odločitev, da odgovora ne sprejmejo, sprejel sodnik in da ni bilo mogoče storiti ničesar več. Oddaja je bila skozi leta priča tudi različnim drugim sporom, vendar ostaja priljubljena kot vedno. Številka 2. Včasih lahko najmanjše napake nekomu na koncu povzročijo veliko finančno izgubo, ko nastopijo v kvizu. Kot to dokazuje dogodek, ki se je zgodil v priljubljenem kvizu Kolo sreče leta 2012. Dejstvo je, da so nekateri ljudje v tej oddaji osvojili veliko denarja, medtem ko so bili upi drugih zaradi napačnih odgovorov uničeni, kar oboje naredi oddajo zelo zanimivo za gledanje. Ena ženska, Renee Durrett, ki je nastopila v oddaji leta 2012, je na težak način ugotovila, da je lahko ena sama napaka zelo draga. Med svojo epizodo je šlo zelo dobro in zbrala je skupno $3,850. Odločila se je, da poskusi rešiti uganko, ki je temeljila na besedilu božične pesmi 12 božičnih dni. Pravilen odgovor je bil 7 labodov, ki plavajo, kar bi večina gledalcev vedela. Renee je prosila, da reši uganko in bila je prepričana v svoj odgovor. Ko pa je spregovorila, je odgovorila z angleško frazo 7 swans a swimmin', pri čemer je zaradi svojega regionalnega floridskega naglasa izpustila končni G zaradi svojega regionalnega floridskega naglasa. Voditelj Pat Sajak je sprva sprejel odgovor, nato pa hitro stopil korak nazaj in pojasnil, da ni izgovorila celotne fraze, zato je bil odgovor napačen. To je naslednjemu tekmovalcu pustilo lahko nalogo, da preprosto pravilno izgovori frazo. Na srečo je Renee še vedno zmagala in osvojila $8,000, vendar so nekateri gledalci menili, da je bila obravnavana nepošteno. Renee je povedala enemu izmed medijev, da se je v oddaji zelo zabavala in da ji nesrečni dogodek, čeprav je bil razočaranje, ni pustil grenkega priokusa. Številka 1. Dobili službo kot voditelj priljubljenega kviza je zagotovo razburljivo. Ne le zato, ker je dobro plačana, ampak tudi zato, ker lahko svojo vlogo opravljajo v sproščenem, a pogosto napetem okolju. A en voditelj, Mike Richards, je ugotovil, da ta vloga nikoli ni zares varna. Še posebej, ko se določeni dogodki iz preteklosti po mnogih letih vrnejo in povzročijo škandal. V intervjuju, ki ga je dal nekaj let kasneje, je Richards pojasnil, da je bil presenečen in navdušen, ko je izvedel, da bo vodil kviz Jeopardy po žalostni smrti dolgoletnega voditelja Alexa Trebeka. Takoj je sprejel delo, vendar ga je začelo skrbeti, saj se je širila govorica, da tisti, ki mu najprej ponudijo to vlogo, ne bo dolgo zdržal. Nekateri so menili, da je bil izbran zaradi favoritizma, saj je bil izvršni producent oddaje Jeopardy in Kolo sreče, vendar je gledalce prepričal, da temu ni tako.
Bil je zelo navdušen, da začne, vendar so se mu po enem dnevu vodenja in snemanju 5 epizod vsi načrti sesuli. Kontaktirala ga je Liga proti obrekovanju in mu sporočila, da bodo začeli preiskavo zaradi nekaterih izjav, ki jih je dal pred leti. Leta 2014 je Richards vodil svoj podcast z imenom The Random Show, katerega osnovna ideja je bila, da Richards in nekaj njegovih dolgoletnih prijateljev vodijo niz, kot jih sam imenuje, nespoštljivih pogovorov o katerikoli temi. Kasneje je izjavil, da so bili on in njegova skupina prijateljev znani po tem, da so se vedno šalili in nikoli ni pričakoval, da bodo nekaj komentarjev, ki jih je izrekel pred leti, povzročili škandal, ki bi ogrozil njegovo kariero. Vendar pa je ob razmisleku izjavil, da so bili komentarji, ki jih je izrekel, resnično nesprejemljivi, še posebej zato, ker je bil vzor mnogim ljudem, ki gledajo te oddaje. Sporne epizode je odstranil svoje podcast platforme, vendar se je vseeno moral soočiti s preiskavo zoper njega. Ko je bila narava njegovih komentarjev razkrita javnosti, je bil odpuščen s položaja voditelja, vendar mu je bilo dovoljeno še naprej delati kot izvršni producent. Žal naj bi bila morala pri obeh oddajah nizka že pred izbruhom škandala. Richardsova odpustitev pa je zadevo le še poslabšala. 5 epizod, ki so bile že posnete, so predvajali po načrtu, nato pa so imenovali novega voditelja, Keena Jenningsa. Na srečo sta se obe oddaji uspeli pobrati in sta še naprej zabavali ameriško občinstvo, kot to počneta že desetletja, in zagotovo bosta to počeli še mnogo let v prihodnosti. Najlepša hvala, da ste gledali. Če mi bil ta video všeč, kliknite gumb všeč mi je. Ne pozabite se naročiti in klikniti zvonček za obvestila, da boste na tekočem z vsemi našimi prihodnjimi videi. Jaz sem Top 5 Unknowns in se vidimo v naslednjem videu.